Posledice epidemije seveda upravičeno skrbijo vse nas. A upam, da lahko v tem času, vsaj za teh nekaj dni, skrbi pustimo ob strani in se osredotočimo, vsaj delno, tudi na praznike. Besedo zato predajam današnjemu prvemu gostu, ljubljanskemu nadškofu in metropolitu Stanislavu Zoretu. Prosim, gospod nadškof. In hkrati vas prosim, da vkolikor imate vprašanja za gospoda nadškofa, da jih naslovite takoj po njegovem nagovoru. Hvala lepa. Prosim. Spoštovani vsi, ki spremljate to tiskovno konferenco, vse lepo pozdravljam in vam želim mir in dobro. Najprej želim izraziti sožalje vsem, ki so v tem času izgubili svoje bližnje. V molitvi in maši vse prinašam pred Boga. Živimo v izjemnem času. Pred dobrim mesecem se nihče izmed nas niti v najbolj morastih sanjah ni mogel predstavljati razmer, v katerih smo se znašli. Pa ne samo mi, ampak kar ves svet. Pandemija koronavirusa, ki je svojo pot začela na Daljnem vzhodu, je spremenila življenja več milijard ljudi na našem planetu. Spremenila je tudi življenja vseh nas, teh dobrih 2 milijona prebivalcev naše države. Zaprla je vrata naših domov, skrajšala je naše poti, zmanjšala je naše obveznosti, najbrž bo zaznamovala tudi naše socialne in ekonomske razmere. Kdo ji lahko ukaže, dokot sme in kje je njena meja? Kdo je odgovoren za njeno omejevanje? Kdo jo lahko premaga? Vlada, razne službe, zdravstveni delavci? Da, vsi ti, pa še mnogi drugi. Vsi skupaj in vsak posebej smo dovolj močni, da epidemijo omejimo in na koncu tudi premagamo. Če se bo vsak izmed nas ravnal odgovorno in prispeval svoj delež k zajezitvi te bolezni. Jutri bomo obhajali veliko noč, največji in najpomembnejši krščanski praznik. Katoličani se veselimo vstajenja Jezusa Kristusa. Običajno je to praznik vstajenskih procesij, slovesnega pritrkavanja, množic, ki se zgrinjajo v cerkve. Tem zunanjim izrazom praznovanja vstajenja se letos zavestno in odgovorno odpovedujemo. Vem, da je to boleče, boleče za vernike, boleče tudi za duhovnike. A to bolečino odpovedi hočemo sprejeti in jo vzeti nase, da bomo druge in sebe obvarovali bolezni. Čemu bi namreč služilo slovesno zbiranje na veliko noč in na velikonočni ponedeljek, če bi čez dober teden ali 10 dni razočarani poslušali naraščajoče število okuženih in, kar je še huje, število umrlih. Iskreno vam povem, da me zaboli, ko slišim tega ali onega, da je bolezen nevarna samo za starejše, že sicer bolne ljudi. Moj Bog, kot bi poslušal generala, ki se pripravlja na spopad in računa, koliko ljudi bo v tej bitki izgubil. Kot da so ljudje statistika. Neobčutljivo preračunljivi smo lahko samo toliko časa, dokler ne gre za moje življenje. Med temi bolnimi so lahko moji starši, moji stari starši. Med njimi sta lahko moj dedek, moja babica. Zato je sedaj na preizkušnji naša solidarnost. Nič nimam proti temu, da kdo ne gleda nase in je prepričan, da se njemu ne more nič zgoditi. Takšne vabim, da se pridružijo prostovoljcem, ki v tem času krize pomagajo lajšati stiske. Nihče pa si ne sme privoščiti, da bi iz sebičnosti spravljal nevarnost koga drugega. Zato vas vabim, da zdržimo. Pomislite na ljudi, ki se v tem času preobremenjeni, od zdravstvenih delavcev, politikov, nekaterih uradnikov, policistov, prodajalcev in toliko drugih. Vsi,
Prav vsi si želijo, da bi se kriza čim prej končala in bi lahko zadihali običajen delovni ritem ter čas posvečali svojim družinam. Tudi zaradi njih in solidarnosti do njih je prav, da se danes, jutri in v ponedeljek odpovemo sebičnosti ter ostanemo doma. Vse vabim, da pripravimo velikonočna jedila in sodelujemo pri blagoslovu velikonočnih jedil, ki bo danes na nacionalni televiziji ob 15. Namesto da gremo v cerkev k blagoslovu, svojim otrokom in vnukom sami povejte, kakšno sporočilo nosijo velikonočna jedila, pirhi, kruh, potica, šunka, hren in druge dobrote. Kristjani pa tudi drugi ste povabljeni, da se jutri ob 8. ob zvonjenju zvonov zberemo na velikonočnem zajtrku, ki ga bomo imeli ob isti uri po vseh naših domovih. Kakšno občestvo ljudi povezanih v hvaležnosti in veri, ki se drug drugemu naklonjeni. Ob 10. boste lahko spremljali po TV Sveto mašo iz Mariborske stolnice in še enkrat spodbujam, da v ponedeljek ostanemo doma, ne gremo v Emaus. Pokličimo svoje starše, sorodnike, predvsem pa pomislimo, koga že dolgo nismo obiskali, pa bi ga morali, in ga pokličimo. To bo pomembnejše srečanje kot druženje za praznično mizo, čeprav je to zelo lepo. Vlada napoveduje počasno sproščanje ukrepov. Ko sam razmišljam o tem, se zavedam, da bo to zahtevnejše, kakor je bilo sprejemanje ukrepov. V vseh nas je pričakovanje, da bomo končno zaživeli svobodno. Če hočemo ostati na kolikor toliko varni poti, bomo morali v svobodo stopati postopno, zelo previdno in bolje počasi kot prehitro. Tudi škofje bomo morali v posvetovanju s strokovnjaki dobro premisliti, na kakšen način in po kakšnih korakih odpirati pastoralno življenje po naših župnijah. Ne zato, ker bi hoteli zavlačevati, nikakor, ampak da z nepremišljenostjo ali neučakanostjo ne bi izničili vsega prizadevanja v teh tednih. Zahvaljujem se vsem, ki nosijo levji delež boja z boleznijo, torej vsem tistim, ki si prizadevajo sprejemati in živeti ukrepe, čeprav jih bremenijo. Kakor je bilo že večkrat rečeno, skupaj zmoremo. Vsem želim blagoslovljen praznik Velike noči, ki naj v naša življenja prinasa vero v ostalega Jezusa Kristusa, mir in medsebojno razumevanje. Te dobre želje namenjam še posebej bolnim, osamljenim in ostarelim. Vi ste v mojem srcu in v mojih molitvah. Hvala lepa. Lepo vas pozdravljamo tudi iz studia 1 Televizije Slovenija, kjer zbiramo vprašanja slovenskih novinarjev. Za nadškofa metropolita Stanislava Zoreta je vprašanje poslal novinar Aleksander Rand iz Nove 24 TV. Ali cerkev razmišlja o ohranitvi trenutnih prenosov svetih maš in obredov tudi po koncu epidemije? Veliko ljudi, predvsem mladih, pravi, da so si pogledali mašo, prej pa k njej ne bi šli. Boste ta nov stik z občestvom ohranili tudi po epidemiji? Nekatere župnije imajo že iz preteklosti omogočeno spremljanje svetih maš in drugih obredov iz župnijskih cerkva, ne bo pa to splošna praksa. To je namenjeno predvsem za starejše ljudi, za bolnike, ki zaradi stanja ne morejo priti v cerkev in sodelovati pri maši. Mladi in močni in zdravi pa so povabljeni, da se pridružijo občestvu, kajti sveta maša in drugi obredi niso zgolj neko dogajanje v oddaljenosti, ampak je sveta maša vedno moja vključenost. Jaz sem povabljen v občestvo, jaz sem poklican za to, da gradim to občestvo
in svojim sodelovanjem prispevam k temu, da cerkev kot občestvo raste v posamezni župniji, tako da gotovo v tem obsegu prenosi ne bodo ostali. Hvala lepa za odgovor. Drugih novinarskih vprašanj za vas trenutno nimamo. Hvala lepa.